Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pred današnjo epizodo dovolite, da vas spomnim, da je delavnica investiranja v delnice na voljo v MoneyHow oblaku. Čaka vas okoli 8 ur video gradiva in preko 200 strani vsebine. Spoznali boste, kaj je pomembno z vidika vlagatelja, ko govorimo o investiranju v delnice. Hkrati pa naj vas še spomnim, da bomo vsak četrtek, zadnji četrtek v mesecu, v živo odgovarjali na vaše vprašanja, tudi ta četrtek ob 17. uri, tako da ste vabljeni vprašanja ali dileme, pošljete na marja@money-how.si. Gremo na epizodo. Kaj se dogaja s ceno nafte, zemeljskega plina, elektrike, bakra, tudi plemenitih kovin in kriptovalut v luči ohlajanja gospodarstva in vse večjih geopolitičnih napetosti? O tem se bom pogovarjala s finančnim analitikom Tilenom Sherlockom. Zdravo, Tilen. Lepo zdrav, Marja. Kako si? V redu. Moj ponedeljek zjutraj, ampak dobro razpoložen. Dobro razpoložen, super, to je lepo slišati. A greva kar mogoče pogledati, kaj se dogaja na trgu, cene pri proizvajalcih, če se osredotočimo samo na nemško gospodarstvo, so upadle medletno za skoraj 15%. To kažejo septembrski podatki nemškega statističnega urada. Gre pa za največji letni upad od začetka beleženja podatkov iz leta 1949. Glavni razlog za upad cen pri proizvajalcih je bilo znižanje cen energentov. Znižanje cen energentov pa je predvsem posledica znižanja cen električne energije. A greva za uvod, mogoče samo malo tako sveži spomin, kaj se dogaja na trgu energentov po začetku vojne v Ukrajini in pa seveda to poveževa potem lahko tudi z aktualnimi dogajanji. Se strinjaš, da greva? A greva najprej kar zemeljski plin. Lansko leto smo vsi trepetali, ali bo, ali ne bo, ali se bomo ogrevali, ali nas bo zebal, ali nas ne bo zebal. Skratka, takrat so vsi mediji pisali, da je cena terminske pogodbe na Nizozemskem za dobavo v prvem mesecu, ki je v bistvu predstavlja referenco za evropske cene, se je povzpela na 340 evrov za megavatno uro. Potem smo v bistvu v Evropi rešili ta problem ruskega plina in delno nadomestili iz drugih virov, in hkrati je tudi cena posledično seveda tudi upadla, spustila se je celo pod 30 evrov za megavatno uro, trenutno pa novembrska pogodba kotira pri slabih 50 evrov za megavatno uro. Kaj pričakuješ, da se bo dogajalo na trgu energentov oziroma na trgu zemeljskega plina v Evropi? Praktično si še lepo vse povzela, da je zelo težko še kaj dodam, ampak če se navežem na vso to, pa mogoče navežem še eno tako tranzicijsko obdobje smo zdaj doživeli. V bistvu res iz tistega haja smo zdaj padli na nek bottom, kar je čisto, bom rekel, ciklično vsak finančni trg deluje na ta način, se pravi, imamo en zelo velik push navzgor, potem imamo eno fazo počasnega padanja, kar lahko opišemo dejansko celotno letošnjo leto. Razlogi za to so da so Evropejci dosegli neke nove vire, se pravi, ruski plin smo zdaj nadomestili z ameriškim, pa LNG-om iz, bom rekel, z Katarja, iz Alžirije, iz Nigerije, se pravi, afriških virov, ampak večinoma ameriškega. Se pravi, ta tranzicijsko obdobje nam je omogočilo, da smo mi nadomestili nek varen plin, na drugi strani, da smo mi napolnili skladišče po Evropi in je ta fear, da bi ostali brez plina, se je dejansko toliko zmanjšal, da so cene dosegle, ne bi rekel, neke dolgoročne poprečje, se pravi, nek 5-letno poprečje zimskih obdobij. Plin se je dejansko letos v poletnih mesecih nekje ustavil okoli 22 evrov na spotu, medtem ko naprimer future za leto naprej za zaklepe, kar je posebej aktualno za industrijske odjemalce, naprimer se je ustavil nekje med 33 pa 37 evrov, kar je že nekako 5-letno dolgoročno poprečje, že kar v redu. Se pravi, iz tistih 200-300 nivoja smo zdaj padli nekje na minus 80, minus 90, kar je dejansko bilo v redu in si to vse lepo opisala. To je bilo v poletnih mesecih. Se pravi, zdaj so pa čist ciklično gledane energenti v Evropi so zelo povezani z sezonami. V poletju, ko je dejansko manj povpraševanja, ko industrija precej jemlje zadeve, je cena nižja, v zimsko obdobje mi gremo dejansko navzdol, ker se večina plina v Evropi še vedno uporablja za heating in cene avtomatsko zaradi povpraševanja na spot marketu začnejo narasti navzgor. Poleg tega vsa zadeva okoli vojnega konflikta eskalirala in imamo dejansko iz poletja do danes naprimer skoraj podvojene cene na spot marketu.
medtem ko na futuresih so pa cene dejansko med 25 in 30% više, kot so bile v poletnih mesecih. Ne. Trenutno smo na teh nivojih, ki se zdaj omenilo, okoli 50 oziroma futuresi nekaj 58 evrov. Evo, Tilen, te bom pa ustavila. Glede na to, da je MoneyHow pač finančno opismenjuje ljudi, mogoče lahko pojasniš po domače, čim bolj po domače, kaj sploh so futuresi? Futuresi, če gledamo, jaz vedno rečem, če jih navežem na zemeljski plin, ker je zgleda ta tema, ne? Zemeljski plin je finančni inštrument. To je prva zadeva, ki ga bom zdaj tukaj izpostavil. V preteklosti 5 let nazaj, bom rekel še, pa ne 5 let, mogoče še malo več, 7-8 let nazaj, ne, se je plin na evropskih trgih, razlika z ameriškim trgom, ampak na evropskih trgih se je izključeval, ne bom rekel izključno, ampak v zelo majhni meri kot finančni inštrument, večinoma dejansko kot derivat za industrijo, za ogrevanje, se pravi kot commodity, kot typical commodity, se pravi kot ti kupiš finančni inštrument, rečemo da z deliveryjem naslednji mesec, futures pomeni z deliveryjem naslednji mesec, naslednji kvartal, naslednjo sezono, naslednjo leto, si ta delivery dejansko ti izvedel in si dejansko prevzel plin oziroma elektriko enako in si ga pokoristil. Na plinskem trgu dejansko lahko trgujemo z mesečnimi produkti, s kvartalnimi produkti, sezonskimi produkti, z letnimi produkti in to lahko delamo za 3 do 4 leta naprej. To kotira vse na borzah. Kar se je spremenilo in zakaj pravim, da je to finančni inštrument, je, da se v zadnjih letih z ustanovitvijo teh borz, posebej TTF-a, ki se je zelo eksplicitno dal na stran finančnega, bom rekel, borze, se je ta churn rate, se pravi obrat naložbe, ki se dogaja na exchange-ih, toliko povečal, da ne moramo več govoriti, da gre vedno za commodity, za delivery, ampak gre dejansko za trgovanje. Če samo omenim, naprimer, da je še 5-6 let nazaj molekula plina, da je prišla do končnega odjemalca, se je pretrgovala med 3 do 5 krat, trenutno pa ta kazalec, bom rekel, v zadnjih 2 letih znaša med 20 pa 35, odvisno od kvartala. Se pravi, 35 krat se zavrti na borzah oziroma na pogodbah molekula plina, predno pride do končnega odjemalca, kar ti že govori nekako, da to je že čisti finančni inštrument. Na naftah so te številke 100+, teda nismo še tam, ampak dejansko se dogajajo veliki finančni premiki in tle so poleg traderjev, ki trgujejo za velike odjemalce, prisotni tudi hedge skladi, banke, finančni skladi in to vse pomeni dodatno volatilnost na teh commodity market. Ti si trgoval čim si trgoval ti na Geni z zemeljskim plinom? Jaz sem bil 7 let dejansko na geoplinu. Na geoplinu, dejansko ja, kot vodja trgovanja 7 let, se pravi tudi imamo vse licence za trgovanje na borzah, vseh pomembnejših od TTF-a, ICE, Londona, kjer so dejansko samo finančni trading, tudi madžarske borze, avstrijske borze, vse to smo trgovali, to so najbolj pomembne borze dejansko za zemeljski plin po Evropi. A mogoče lahko zdaj povežemo tudi z aktualnimi visokimi temperaturami, kakšen vpliv ima to mogoče na ceno? Ja, zelo velik. Naprimer, sam podatek povem, da je povprečna temperatura v septembru v Evropi, v centralnem Evropi govorim, bila 19,3 stopinje, 10-letno povprečje je bilo pa 15,4. To pomeni enormno razliko na porabi zemeljskega plina. In kaj se je zgodilo, je to, ne? Commodity kot zemeljski plin večinoma se še vedno trguje na long term pogodbah, kar pomeni, da ti imaš zelo dolgoročne 3, 5, 7, mogoče celo 10-letne pogodbe za odjem zemeljskega plina. In to pomeni, da ti dejansko ves ta plin moreš v nekih trenutkih prevzeti. Ne moreš ga kar pustiti pri proizvajalcu, ampak ga moraš določeno količino prevzeti. Odvisno, koliko imaš fleksibilnosti pogodbe. In kaj se zgodi? Vsa ta plin ciklično vedno zahaja v skladišče. Skladišča se pa polnejo v Evropi od aprila, naprimer naprej do septembra oziroma začetka oktobra. Zdaj, to 6-mesečno obdobje dejansko polnilne sezone se temu reče in ta plin mora nekam iti iz teh dolgoročnih pogodb. In kaj se je zgodilo zdaj, ko je dejansko temperatura tukaj narasla? Pomeni, da se je tega plina precej manj vzel po dolgoročnih pogodbah in na spot marketu in ta cena dejansko plina, skladišča plina so šla enormno visoko. Verjetno ste brali članke, da so trenutno na 96-97% polna skladišča, kar pomeni trenutno, če v številkah to pretvorim, 1100 teravatnih ur imamo trenutno plina v skladiščih, kar je 20% nad 10-letnim poprečjem. To so enormne številke, naprimer, ne, in ta plin trenutno,
če bi bilo normalne temperature, bi ta plin bil precej višji, kot je trenutno. Zato, da ta vreme nam trenutno gre na roke, toliko dejansko, da je depressed, da ni povpraševanja, plin iz dolgoročnih pogodb se dejansko prodaja na marketu, namesto da bi se shranjeval, ker se ni več kam shranjevati, ker so skladišča polna in dejansko na spot marketu pritiska ceno navzdol. Tako da to, kar se tiče za ceno za končne odjemalce, je pozitiven vidik, seveda. Mogoče še ena zanimiva zadeva. Financial Times je poročal, da Evropa razmišlja o podaljšanju omejitve cene plina, ki so bile uvedene v začetku tega leta zaradi bojazni, da bi konflikt na Bližnjem vzhodu in morebitna sabotaža plinovoda zvišala cene po zimi. Kako ti gledaš na vse skupaj? Zdaj, če gledam na same omejitve, je tak, na koncu bo eden mogel plačati ta plin. Zdaj, ali ga plačamo dejansko direktno ali pa, bom rekel, indirektno, je na koncu za odjemalca čist vseeno. Plačati ga bomo mogli. Vsak konflikt ima učinek na ceno nečesa. V tem primeru seveda je to zelo velik faktor. Vojna je zelo blizu nas. Ukrajina, Rusija ni več toliko faktor, kot je zdaj dejansko Bližnji vzhod. Ukrajina, Rusija, konflikt je vračunan v ceni. Evropa se je navadila na to, da smo dejansko preusmerili delivery pointe na druge vire. Čeprav je konflikt, se, bom rekel, ukrajinski plinovod še vedno uporablja, skladišča se še vedno uporabljajo, se pravi, ni da smo tam dejansko dosegli neko ničelno stopnjo deliveryja, ampak nabavne poti so se spremenile. Nov konflikt v Izraelu je pa dejansko ena taka neznanka, ki trenutno analitiki posvečajo pozornost, je pa zelo težko oceniti, kako visoko bo cene pognalo, če se bo konflikt eskaliral. Noben finančni trg pa ne mara preseneča na marketu in zato dejansko lahko pričakujemo, če bo slučajno eskaliral, zelo hitre premike. Podobne, bom rekel, kot smo jih doživeli, bom rekel, konc leta 2021, ko so bili ti skoki po 20-30% dejansko skoraj vsak dan. Te skoki pa ponovadi ne trajajo dolgo. To so dejansko te premike, se ocenjujem za mogoče mesec, dva, mogoče 3. So pa izjemno zahtevni, če se to dogaja v zimskih mesecih, zato ker takrat dejansko poraba se povečuje. In če bomo imeli mrzlo zimo, plus konflikti v Bližnjem vzhodu, je lahko problem. Ne ocenjujem pa tega za dolgoročni problem. Se pravi, odsvetoval bi kakršnokoli hitre premike in nakupe v neki paniki, zato ker energetski trg deluje, bom rekel, zelo premišljeno, zelo počasi. V zadnji se dogajajo stvari zelo, zelo, zelo dolgo. Ti ne moreš nekih novih virov na energetskem trgu poiskati čez noč. In zato te poti, pa to je že vse dejansko zelo, zelo dolgo na marketu. In tu, če se bo zgodile neke spremembe, bo to nenadne spremembe. Bo pa dejansko te vojne pa to vedno naredijo kratkoročne premike, zato ker market pač ne prebavlja dobre špekulacij pa presenečenj. Mogoče je pa ta v bistvu ideja, o kateri razmišlja Evropa, politične narave in predvsem eden od razlogov, zakaj ne bi to naredili, je pač to, da ne bi omogočili pospešitev izdajo dovoljenj za vetrne in sončne elektrarne, s tem, da ne bi podaljšali v bistvu zakonodajo o izrednih razmerah. Tako da verjetno je tukaj tudi kar precej politike v ozadju, ne? Ja, verjetno imaš prav. Evropa stremi k temu zelenemu prehodu, ne. Mogoče res ni pripravljena na tak način, pa mogoče so te cilji bili mogoče preveč ambiciozni, ker ta prehod, kot zgleda sedaj, je zelo težek. Zelo težko bo nadomestiti zemeljski plin, predvsem zemeljski plin v zelo kratkem obdobju in mogoče bo ta prehod res bolj težek, kot so si na začetku predstavljeni. Ja, mogoče ima politika, ki je v zadnji. Mogoče, skoraj zagotovo imati. A greva mogoče zdaj pogledati še ceno elektrike, tukaj so se tudi dogajali neverjetni premiki, pa bom kar te prepustila, da boš ti povedal, kako brutalni so bili ti premiki. Ja, slika je bila dejansko, kot bi preslikal zemeljski plin, s tem, da pač na elektriki je zadeva še precej bolj volatilna, zato ker se prenaša veliko večji volumni, veliko več igralcev na marketu, veliko bolj razvite trg, veliko več je borz in vse to za sabo potegne dejansko še večje te dejansko skoke. In mi smo tam na spot marketi videli cene po 500,000 evrov, ampak to so zadeve, ki sem jih prej omenil. Se pravi, te velike skoke, velike volatilnosti se lahko dogajajo na kratek rok, medtem ko na krivulji je bilo teh premikov manj. Ampak vseeno, cene elektrike so šle med 300, 400, 500 evrov in so se zaklepale dejansko po unih visokih cenah v zadnjem kvartalu 21 in 22, kar je dejansko na koncu. V tistem času verjetno so odjemalci malo drugače razmišljali, kot bi sedaj, ampak zadeva je dejansko se tukaj umirila, tukaj skonsolidirala zdaj v zadnjem letu in ta cena elektrike
je zelo, zelo počasi padala, ampak lahko ta prehod omenimo dejansko od januarja nekje do zdaj, do septembra smo imeli dejansko tako res lepo padajočo krivuljo. Medtem ko cena elektrike, naprimer za dobavo naslednji mesec in za dobavo naslednjo leto, se nekje ustalila nekje med 115, 120 do 130, 140 evrov. Se pravi, mi smo zdaj v enem takem pasu, ki ga trg očitno sprejema za normalnega. Še vedno je to cena, bom rekel, ki je bila 3 leta nazaj nepredstavljiva, se pravi, mi smo imeli 3-4 leta nazaj precej nižje cene, ampak trenutno trg deluje ok, v pasu med 120 pa 140 evrov. In ta cena smo dejansko zdaj mi tukaj neko zafiksirali, ta trg. Na eni strani industrija se je znašla v taki situaciji, da so se zmožni to plačevati, tudi na koncu strošek se je prelil na gospodinstva in tudi oni so zmožni to plačevati, očitno z nekimi subvencijami. Na drugi strani so tudi zadovoljni proizvajalci. Se pravi, mi imamo zdaj tle nek uravnotežen market. Kar pa je pomembno tukaj pa to. Kot vsak finančni inštrument, tudi surovinski trgi po takem obdobju konsolidacije, posebej dolgega, ki se znajde v nekem, bom rekel, pasu zadovoljstva na eni in drugi strani, sledi premik navzgor ali navzdol. V tem primeru seveda je sledil premik navzgor. Zato, ker smo pač v nekem takem cikličnem obdobju pred zimskimi meseci, ki se bo poraba po elektriki tudi povečala, še vedno elektrike se enormno porablja za heating. Na drugi strani imamo precej konfliktov po svetu, ki lahko, bom rekel, na eni strani usiromašijo to ponudbo in se ta krivulja počasi premika navzgor. In mi smo zdaj prišli iz teh 125-130 evrov proti 150-145 evrov. Se pravi, tukaj so pa že nivoji, ko verjetno niso ok za vsakega. Zdaj, do kam bomo prišli, je zelo težko reči. Jaz sem, naprimer, zdaj v zimskih obdobjih sem vedno bullish na markete, na commodity markete. Se pravi, za mene je logično, da je v zimskih mesecih elektrika pa plin sta dražja kot poletnih in mi se bomo zdaj tle statistično gor pomikali proti marketu. Lahko, da nam bo šlo na roko gospodarsko stanje, se pravi, ali bomo mi zdaj v Evropi imeli malo višjo, bi rekel, upadec GDP-ja, kak bo gospodarstvo delovalo, omenila si Nemčijo dejansko, kak so padla naročila, vse to nekako bearish faktor za commodity-je. Na drugi strani dejansko imamo pa ciklično zimo, pa imamo konflikte po svetu. Tada, mi smo tle v nekem ravnotežju, ampak vsako tako ravnotežje se enkrat podere. In osebno bi bil predvsem na safe side trenutno in se ne bi špekuliral za ceno elektrike za naslednjo leto. Se pravi, sem predvsej safe. Če je trg v celem letos ugotovil, da cena okoli 130 evrov odgovarja, ok, potem se moramo s tem sprijazniti. Ne pa špekulirati dejansko, da bo cena šla navzdol proti 50, kar mislim, da ne bomo videli. Tukaj je bila cena, ne vem, še 4 leta nazaj. Večja verjetnost je, da bomo mi tukaj nad 100 evrov ostali, mogoče celo kaj više, glede na to, da se poraba vseeno povečuje. Zdaj greva se dotakniti, kako se to dotika malega človeka oziroma gospodinjstev. Položnica je sestavljena nekako iz 2 delov. Prva se nanaša na ceno energije, ta je ponavadi večji del predstavljen na položnici, drugi pa pač so te omrežnine in druge dajatve. Zdaj, če greva na ta del, ki ima povezavo s trgom, tudi tukaj konec koncev velja neka regulacija. Zamejena cena je pri 118 evrih za megavatno uro v času više tarife ter 82 evrov v času nižje tarife. Vlada zdaj želi to kapico v bistvu spremeniti in sicer naj bi po novem letu zamejenih le še 90%, medtem ko naj bi 10% bilo odvisno od cene. Kako si to vse skupaj razlagaš ti? Jaz to gledam tako z 2 vidikov. Ko si omenila tržni vidik, na trgu, kot sem že na začetku omenil, lahko ti zamiš ceno za 3 leta, 4 leta naprej. Za kakšnimi dolgoročnimi pogodbami celo več. Ta krivulja še vedno je v nekem backwardationu, se pravi, da krivulja še vedno pada, ko gledamo mi 25, 26, 27 leto. Se pravi, mi bi se lahko v neki večji meri odpravili vsem špekulacijam, pa bi zdaj zamejili ceno na te futures produkte za naprej. In na koncu tega ne bi prenašali naprej gospodinstvom. Prvi je, bom rekel, tak tržni moment. Se pravi, kdaj zaklepati cene za gospodinstva. To je en odločujoč dejavnik, ki zahteva eno zelo veliko mero previdnosti, pa zelo veliko mero analitične sposobnosti. Se pravi, ni čisto vse, kdaj ti zapiraš ceno inštrumenta za naprej. To je izjemno pomembno. Drugo, dejansko drugi del, ki si ga omenila, se pravi za samo uredbo, ja, država lahko zameji dejansko ceno, pa dejansko subvencionira, ampak na koncu bomo vse mi plačali. Pač čez en drug del. Država tega sama ne bo mogla financirati, če bo cena šla navzgor. Logično se mi pa zdi, naprimer, ta korak zdaj, se pravi 90-10, zato ker ta 10% fleksibilnosti
ti omogoča, da nekako participiraš na ceni, če bi slučajno ta cena začela drseti navzdol zaradi dejavniki, ki smo jih prej naštela, ne? Na koncu pa 10% niti ne pomeni toliko, če bi cena res ekskalirala naprej na 300, 400, 500 evrov, koliko se to dogaja, ne? Ta določena fleksibilnost, ki je država zdaj prenesla naprej na končnega odjemalca, je v redu, ker vsega ne bo mogla sfinancirati, ne? Na drugi strani pa določena fleksibilnosti še vedno omogoča. Če sem jaz prav razumela, je v bistvu cilj s to uredbo oziroma s temi spremenjenimi pravili želijo v bistvu, da bi ljudje manj porabljali energije oziroma elektrike. Ali se bo to res zgodilo? Ja, načeloma mislim, da razmišljaš pravilno. Tudi, naprimer, ta sporočila, ki so se že dogajale od tistih visokih cen, so bila nekako na ta način. Dajte poskusiti trošiti ne v tistih pik urah ali pa dejansko uporabljate v nočnih urah vse te vaše inštrumente, pomivalne stroje, ne vem, karkoli doma uporabljate. Se pravi, da malenkost, je to logično. Se pravi, mi se moramo zavedati, da zdaj mi nismo več v tistem izobilju, ki smo ga imeli zadnjih 10 let, naprimer, ko smo res priklapljali vse te elektronske naprave, glih kadarkoli smo hoteli. Zdaj smo v nekem drugem obdobju. Malenkost nas je to prisilila situacija, malenkost pa tudi moramo začeti razmišljati na način, da pač vsak od nas uporablja zdaj ne samo telefon, pa ne samo televizijo, ampak zdaj imamo že električne avtomobile, električne skuterje, električno vse. In pač poraba se povečuje. Avtomatsko na koncu mi nimamo dosti energije za to, da bomo mi vsi vse uporabljali. In zato je nek logični proces to, da začnemo razmišljati, kdaj pa se nam bo to splača uporabljati. In mogoče tudi dejansko, politika želi na nek način sporočati temu soft, prvič, da ti pač omeni, dajte mi malo začeti razmišljati drugače, drugič pa tudi cenovno te prisili, da začneš razmišljati drugačne. Bova videla, če se bo ljudje odločali na tak način. Čeprav včasih smo gledali, kdaj bomo priklopili pralni stroj, ne? Se pravi, se vračajo ti časi nazaj, ko smo imeli omejitve. Okay, a greva mogoče zdaj na nafto? Ne, tudi tukaj je kar precej zanimivo bilo dogajanje. V zadnjem času se je zelo veliko pisalo o tem, da bo nafta skočila preko $100 za sodček. Danes je situacija malce drugačna, pa bom kar te prepustila, da boš ti povedal, kakšna je situacija. Nafta je tak tipičen inštrument finančni, kot sem ga prej omenil, se pravi, ta churn rate je blazen. To je nad 100, se pravi, tle noter vemo, da imamo veliko finančnih igralcev, se pravi, nafta se ne uporablja samo zato, da pač mi napolnimo avto, pa da se vozimo z njim, ne daleč od tega. Ne. To je pač, en inštrument, ki je zelo veliko trgovan na borzah in, naprimer, bom omenil, kaj se dogaja. Se pravi, mi smo imeli enako kot na plinu elektriki, smo imeli tam padec iz leta, 22, nekje v poletnih mesecih, začela nafta drseti navzdol iz tistih $120–130, ki smo jih dosegli na nekem lokalnem piku. Nafta je dejansko padla proti 70, oziroma najnižje cene celo 65 letos poleti. In kaj se je dogajalo? Jaz predvsej gledam teh številke, teh futures pozicij, se pravi, kam se finančni skladi postavljajo na marketu, ne, se pravi, čisto splošno, ti tudi sama veš, naprimer, vedno je treba spremljati smart money. Kaj smart money dela? Ne kar delajo majhni vlagatelji, ampak kar smart money dela, ne? In smart money je začel postavljati, naprimer, dolge pozicije, se pravi, kupovati dolgoročne produkte v poletnih mesecih. In če samo omenim, da na ICE Futures Europe, ki je pač največja borza v Londonu za trgovanje z nafto, so finančni skladi, hedge skladi postavili 650 milijonov sodov na dolge pozicije v prihodnjih mesecih. Se pravi, oni so v poletnih mesecih pričakovali, da dejansko nafta bo šla navzgor. Že sam za svojimi poziciji lahko ceno za določen odstotek premakne navzgor, seveda, ne. Na drugi strani smo imeli pa tudi mi Rusijo, pa Saudsko Arabijo, se pravi nek OPEC plus kartel, ki je napovedoval skozi, da bo zniževal produkcijo, se pravi ta milijon, bilo 2 milijona sodov na dan, kar se v 6 mesecih dejansko steče za 150–200 milijonov, kolikor je manjka trenutno na trgu, ne. Vse to so bili neki bullish faktori, ki so pognali nafto do $100, kar smo videli dejansko nekaj 10 dni nazaj. Brent je dosegel nekaj 97, nek lokalni top, VTI je bil malenkost nižji. In to dejansko je en proces, ki je trajal zadnjih 6 mesecev. Se pravi, ta krivulja se začela pomikati navzgor. Ta dva faktora sta dejansko bila najmočnejša po moji oceni. Trenutno smo mi pod neko psihološko mejo $100, ki dejansko lahko premika trg ali na bullish ali na bearish. Jaz sem
dejansko bolj na oni bullish strani, se pravi, jaz še vidim nafto nekje malenkost više, ne bom rekel, da gre to na 150, mogoče v neki res ekstremni eskalaciji vojnih razmer, ampak v trenutni situaciji brez, bom rekel, eskalacije nekaj večje, kar je že vzračunanga v ceni, bom rekel, konflikta, bi lahko cena šla nekje proti 110, kjer imam jaz neke, bom rekel, neke interne suporte, pa med nekih 80, se pravi, med 80 pa 110, to je tudi nekakšno, bom rekel, tak sweet spot za market, kar se trenutno vidi, se pravi, to je nek sweet spot, ki je na eni strani ustreza kartelu, na drugi strani tudi marketu. Tako da lahko da nas čaka neki ta pas, lahko pa eskalira dejansko nafta preko 100, 110, 120, mogoče celo ob nekem zaostrovanju konflikta. Na drugi strani moramo pa tudi vedeti, ne, da je nafta zelo, zelo povezana z samo industrijo, pa z gospodarstvom, se pravi, če se bo tle začel hladiti, pa če bo tle dejansko slabši podatki, kar trenutno niso, ampak če se bo začel ohlajati gospodarstvo, ne, pol nafta nima več tega vzgona, ki ga trenutno ima. Kako misliš, da niso podatki, da ne nakazujejo ohlajanje? Oziroma... Trenutno ameriški podatki kažejo neko robustno ekonomijo, vse na te podatki z trga delovnih sil, naprimer same industrije, pač tepih malo ta inflacija, se pravi, Fed bo mogel z inflacijo še malo poskrbeti, veliko lažje prijeti iz inflacije z 8-9% na 4 oziroma celo pod 4, kot je trenutno, kot pa iz 4 na ciljne neke 2%. Se pravi, tle še čaka neko trdo delo, odvisno kako bo Fed odigral politiko v naslednjih kvartalih, ampak ameriško gospodarstvo trenutno ne kaže nekega znakega, res je na trhlih temeljih, ampak da bi bil pa precej pod ohladom pa ni, ne, kar tudi sami delniški indeksi ponazarjajo, ne, se pravi, imeli smo nek sell-off, ampak ta sell-off ni bil nek velik sell-off v smislu, karkoli se po svetu dogaja. Jaz se vedno spomnim na to sliko, on emoji, ko je on pes v sobi, pa cela soba gori, ampak on pa se zabava. Ne. Trenutno imamo mi tako stanje na trgu, ne, da pač ja, zelo veliko se dogaja, ampak finančni trg pa nekako kaže neko, tako da ni nič narobe. Ampak dejansko lahko kar hitro nekaj narobe. Zdaj govoriš to o ameriškem trgu, ne? Tako, v Evropi je mogoče Evropi malce je pa drugačna situacija. Ne? V Evropi stanje je precej slabše, ne? Evropska ekonomija ni tako dobro, bom rekel, preživela vso to leto pa pol, kar se tiče tudi na nemških podatkih kot najbolj, bom rekel, pomembna ekonomija. Teda mi smo tle precej bolj na trhlih temeljih. Ne? Zdaj, čez par dni bo ECB zasedel 26. oktobra, 10krat so že dvignili ključne obrestne mere, mogoče si drzneš napovedati, kakšen bo naslednji korak, zdaj se analitiki so že povedali, kaj bo, ne, ampak dobro, daj še ti povej, ne, kakšno je tvoje mnenje, bo ECB dvigoval ključne obrestne mere? Jaz mislim, da bo tak, pač ECB, kolikor jaz spremljam finančne trge, zadnjih 15-20 let vedno sledi pač svoji sestri čez drug stran Atlantika. Ne. Tam je pač Powell že napovedal nekakšne korake, kakšni bojo, se pravi, oktobra Amerika po pričakovanjih ne bo dvignila obrestnih mer, verjetno bo v nekem stand-by območju, je pa res, da so oni, bom rekel, vse 2 do 3 korake pred evropskim ECB-jem, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da precej prostora navzgor več nijamo, zato ker ta pas se je začel precej hitro zategovati, in so v nekem takem, bom rekel, umestnem obdobju. Mal se čaka, če bo vojna eskalirala, se pravi, bo gospodarstvo padlo. Tle imamo mi en tak break-even, kako je več prostora navzgor nijamo. Ja, lahko pride do dviga spet na 0,25, mogoče 0,5, ampak navzgor, kaj več potenciala več nijamo. Ne. Tako da zdaj, ali bo je to zdaj dvignal, ali bo je počakal še do leta 2024, ko se bojo podatki bolj skristalizirali, to zelo težko reči. Osebno pa mislim, da nas čaka eno leto še, bom rekel, nekih visokih obrestnih mer. Tudi Amerika je napovedala še mogoče 2 dodatna dviga naslednjo leto, letos verjetno ne več. Mislim, da bo Evropa temu sledila, potem pa se mi zdi, da 2025 bi se zadeva mogla začeti malo normalizirati, pa dejansko obrestne mere šle dol. Ker na dolgi rok mislim, da v gospodarstvu, v ekonomiji, kakršnem smo, mi nismo zreli za take dolgoročno visoke obrestne mere. Ja, mislim pa, da tudi na zadnje, ko sem gledala 10-letna ameriška obveznica, mislim, da je že aj 5, aj preko 5. Ja. Je že. Dejansko je to je en tak prvi pokazatelj, dolgoročno vsi vemo, če so dolgoročne obveznice na visokih nivojih, je to slabo za ekonomijo. To se tudi ECB seveda zaveda. Oni ne smejo spustiti, da bojo te dolgoročne obveznice 10, 30, 20 letne na 5%, ker to zastavlja ekonomijo. To ni nobenemu interesu. Je pa res, da ta smart money, ki sem ga prej pač tudi omenil na commodity marketu, obveznice kupuješ zadnjo leto že na polno. Te koraki v safe haven
Safe haven se je dogajal že celo leto. Se pravi, ta premik je bil nek logičen premik navzgor in ta krivulja donosnosti obveznice je bila dejansko pričakovana. Zdaj, ko govoriš o safe havenu, mora biti še na zlato, a ne? Logična posledica. Ja. Kaj bova rekla za zlato? Kako se je obnesel v okolju povišane inflacije? Kako bi ti to ocenil? Jaz bom rekel bolj, to je en asset, ko sem jaz bil najbolj bullish na njega v letošnjem letu. Res, prav sem, kadarkoli sem se s kom pogovarjal, sem rekel, sam glej zlato. Mogoče res prvič, zdaj bom rekel tako, v zadnjih predvsej dolgem obdobju prišel do izraz ta safe haven. Se pravi, zdaj, ko se začeli govoriti, kaj če tam eskalira, mislim, ko je Amerika pripeljala letalne nosilke v Sredozemlje, zlato je šlo gor. Pač prvič je dobil ta res občutek safe havena, ne toliko proti inflaciji, ne toliko proti dolarju, ampak zdaj se dejansko prvič, da se v dolgem času, da tu članki vsi pišejo, safe haven. Ok, kaj to točno pomeni, ne? Pač, ko vsi asseti dejansko so nekje na vrhuncih, ne, pač iščeš nek asset, ne, ki ti pa dejansko mogoče bo ohranil vrednost. Da se razumemo, ne, če si držal ti zlato zadnje, bom rekel, 3 leta, ne, nisi naredil nič, oziroma si naredil minus, ne celo, ne, samo da malo urišem zadevo, ne, se pravi, zlato je imel 3-krat top na 2075, se pravi nekaj pod $2100 in 3-krat je šel nazaj dol proti $1600-1700. Se pravi, tle nekje smo mi nihali zadnja 3 leta, ne. Zdaj, kar jaz vidim bullish factor, ne, poleg eskalacije konflikta, ne, je čist taka tehnična narava. Se pravi, tisti, ki se ukvarjajo veliko za tehnično analizo, ne bodo vedeli, ne, da 4-krat se top res redko zgodi. Oziroma, jaz nisem najdel čarta, ki bi mi pokazal, da je 4-krat možno, da 4-krat testira vrh, pa pade navzdol nazaj. Dolgoročno govorim, ne na kratkoročni topi. Se pravi, zlato bo zdaj prišlo jaz rečem, zlato bo prišlo zato, ker pač to je nespobitno dejstvo. Trenutno smo mi na bullish trendu in zdaj na 1980, jaz mislim, da bo šel testirati vrh. Se pravi, mi bomo zdaj 4-krat prišli na 2100, kar bo all time high. Kar določil si. Ne, pač all time high je bil na 2100, ne? Se pravi, tle nekje bo šel testirati vrh, ne? $100 v teh časih ni veliko, to je par procentov na tem assetu, ne? In osebno mislim pač, da se bo zdaj dejansko ta vrh prebil, ne? Čisto iz tega vidika, ker, kot sem prej omenil, ne, pač cela hiša gori, ne, mi pa še vedno dejansko mislimo, da je vse ok, ne. Ni čisto vse ok, ne, je na meji take resne eskalacije, ne. Kje vidim mogoče bearish faktor je to, ne, če se dejansko res usedejo za mizo fanti iz Bližnjega vzhoda, ne, pa se pač dogovorijo za neko premirje, pa da te vojne dejansko res malo se poležajo, potem vidim, da dejansko bo šel gold nazaj navzdol, ne. In da bo prišel do tega pasa spet okoli 1800-1750 tu nekje, ne. Jaz nisem bil nikoli bullish na gold dolgoročno. Se pravi, da bi jaz to držal v portfelju, pa bi imel, ne vem, za pokojnino 10, 20, 30 let, ne. Še vedno se spomnim enega zapisa, enega zelo znanega ekonomista, ne. Nekaj, kar izkoplješ iz zemlje, pa potem postaviš na plano, pa v zemlji ni bil nič vreden, na prostem je pa dejansko zdaj kar $2000 vreden. Malo imam takih pomislekov, ne. Se pravi, dolgoročno imam pomislek biti full dolg, investiram v zlato, ne. Medtem ko pa iz vidika tradinga, pa bom rekel bolj iz vidika lovljenja ciklov, ker je zelo ciklično povezan z zlato, ne, je pa to en dober primerek, kaj dati v portfelj. Posebej v takšnih časih, kot smo zdaj. Teda jaz gledam to predvsej, bom rekel, kratkoročno, pri meni pomeni 1 do 2 let, naprimer, no. Teda to malo drugače gledam na to zadevo. Zdaj si večkrat omenil portfelj, kolikšen procent v portfelju kratkoročno imaš recimo ti zlato? Trenutno 10% čisto ok. Aha. Ko govoriš o trgovanju, kaj to pomeni, trgovanje z zlatom? Trgovanje z zlatom lahko trguješ na več načinov. Lahko bi kupoval futurese, lahko, kar dela največ ljudi, je pač, da kupuješ ETF-e backed 100% by gold. Se pravi, to je neka taka najbolj osnovna zadeva, ampak tudi dejansko najbolj stroškovna, učinkovita, pa tudi dosti dobro trekajo, bom rekel, ceno zlata. Se pravi, pač kupiš ETF, ki treka zlato in je 100% backed by gold. Se pravi, vsak evro, ko ga daš noter, oziroma dolar,
sklad kupi dejansko in ga da v trezor svoje zlato. Imaš tudi bolj agresivne načine, da kupuješ dejansko ETF-e, ki so dejansko na leverage, na gold, kar bi odsvetoval, se pravi dvokratni, trikratni, štirikratni, bom rekel, zlati ETF-i, ki se precej hitro pomikajo navzgor, kadar pač market gre gor, ampak enako dejansko, ko zaniha trg navzdol, enako hitro zgubljaš. Je pa tudi tretja opcija, se pravi, da se kupuje zlato preko gold minerjev, se pravi pač rudniki zlata, naprimer, se precej ciklično enako gibljajo, kot sama cena zlata, pri čemer pač imajo tisto malo večjo volatilnost zaradi samega poslovanja, ker pač vseeno vlagaš ti v podjetje, ne v surovino. Se pravi, moraš poleg tega, da vlagaš v minerje, poznati tudi poslovanje v zadju. Teda te so malenkost bolj našpičeni, bom rekel. Teda to je pa neka tretja, bom rekel, opcija kupovanja zlata. Kaj pa da kupuješ zlato fizično v sefih preko določenih spletnih strani? Jaz osebno ne. Je pa to precej popularen način kupovanja. Bom rekel tudi v Sloveniji precej. Je precej ponudnikov, ki lahko za relativno nizko ceno, mislim, da okoli 2%, je 1,8% do 2,5%, naprimer kupiš ploščice, jih shraniš v trezorju. Kar tukaj vidim je predvsem davčna optimizacija, ker pač po slovenski zakonodaji je naložba fizičnega zlata dejansko ni obdavčena. Se pravi, pač ti lahko imaš to v trezorju, prodaš čez par let in od tega ne plačaš davka, kakor sem seznanjen. Medtem ko na finančnih trgih pač plačuješ davek od kapitalskih dobičkov. V bistvu ne govorim o slovenskih, no. Govorim o tujih teh ponudnikih in davčnega vidika, ne ravno ETF-i, pač vseeno moraš plačati davek na kapitalski dobiček, recimo preko teh ponudnikov pa v bistvu ne, ker kupuješ fizično zlato, ki je shranjeno v sefih. Kaj sem hotela še vprašati, večkrat si zdaj omenil smart money in sem prepričana, da marsikdo zdaj razmišlja v smislu, kako pa ti slediš smart moneyju. A imaš kakšno posebno orodje, kakšne spletne strani, a bi lahko mogoče svetoval, kako slediti smart moneyju? Bereš novice? Ja, naprimer jaz res v preteklosti, ko sem bil še upravljalec premoženja, tiste mojih prvih 8-9 let upravljanja premoženja, sem pač bil bolj aktiven na finančnih trgih, se pravi samih delnicah. Tam smo spremljali predvsem premike v delniških knjigah, kako se predstavljajo, rekel, te veliki hedge skladi, vzajemni skladi, kako se predstavljajo, kaj prodajajo, kaj kupujejo. Teh spletnih strani je ogromno. Zdaj, naprimer, ko si na surovinskih trgih, imaš pač dva taka vira. Se pravi, pač spremljaš futures pozicije, se pravi, spremljaš terminske pogodbe na surovine, zbereš si eno surovino, naprimer, zdaj, če smo bom rekel, prek Goldom, naprimer, pač gledaš, kako kupujejo dejansko večji igralci te terminske pogodbe, na nafti, plino, naprimer, pogledam enako, terminske pogodbe, tisti, ko so najbolj trgovane, največje, naprimer, ker pri terminskih pogodbah je tak, ti rabiš precej kapitala v zadju, da lahko odpiraš pa zapiraš te pozicije. In če ti vidiš velike premike, ker pač nimaš delniških knjig na surovinskih trgih, lahko povežeš to, da so to dejansko večji igralci smart money. Se pravi, tisti, ko odpira, bom rekel, par 100 terminskih pogodb, pa celo 1000 terminskih pogodb naenkrat, pač veš, da ne delajo to majhni igralci. Teda, naprimer, te zadeve spremljam prek terminskih pogodb, ali pa veliko je tudi dobrih člankov, analitikov na Bloombergu tudi, naprimer, spremljam njih par res dobrih, ki delajo to na mesto tebe. Se pravi, njihova naloga je, da čekirajo vsak dan te pozicije in pač v teh pišejo članke. Zdaj, ko omenjaš terminske pogodbe, pa se bo marsikateri mali vlagatelj vprašal, ali tudi jaz lahko kupim terminske pogodbe, recimo preko Interactive Brokers, Trade Republic tega ne omogoča. To bi bilo bolj vprašanje za Interactive Brokers, mogoče lahko povem naprimer za typical, največja terminska surovinska borza v Evropi, naprimer ICE London. Na ICE Londonu lahko odpreš račun, poimensko ga lahko odpreš kot fizična oseba. Zdaj, lahko odpreš futures ali pa zapreš futures, je pa odvisno od tvojega finančnega stanja. Zato, ker da ti odpreš futures na neko določeno surovino, pa si zdaj izmislimo naprimer elektrika ali pa plin ali pa ki je najmanjša enota 1 megawattna ura, in si to zračunaš ti in najmanjši futures je mesečni futures,
in to pomnožiš krat ure, ki jih imaš, ti kar hitro navrže, da moraš imeti kar eno veliko pozicijo, da ti to odpiraš pa zapiraš. Ne? Se pravi, to ne moreš ti delati za 5,000 ali pa 10,000 evri, ne? Ampak rabiš pozicijo 50 do 100 do 150,000 evrov. Ne? Zadeve so rezervirane, bom rekel, za večje poučene vlagatelje, direktne na futuresih. Ne? Sigurno sem pa, da platforme, brokerske platforme ponujajo kakšne izvedene finančne instrumente na te terminske pogodbe. To bi se pa verjetno našlo kakšni brokerski. Ja. Bi se našlo, ja. A greva se dotakniti mogoče še kriptosveta? Rekel si mi, da to precej spremljaš, pa mogoče glede na to, da je kar precej dinamično zdaj na kripto trgu, bi mogoče lahko povedal, kaj se dogaja in kam gremo. Kdaj bomo prišli? Mislim, da 2 leti nazaj je bil Bitcoin koliko je bil? $64,000? Maksimalno je bil skoraj 70, 69,500. A je bilo oktobra enkrat pred 2 leti, kako je bilo? Daj malo pogledaj. Ja, si kar dobro spomniš, pik je bil 9. november. No, vidiš, sem bila, evo. Predvsej spremljam zadevo, zato ker sem mnenja, da je kripto postal nek asset class, ki ga pač vsak analitik nekako mora imeti nekje v nekem svojem kotičku in ga spremlja, zato ker je predvsej povezan z finančnim trgom in ga avtomatsko mora spremljati. Zdaj, če se čisto navežem na kaj se je zgodilo dejansko 2 leti nazaj, predvsej je podobna slika, kot smo se mi pogovarjali na surovine. Se pravi, imeli smo en velik pik tistega leta 21, novembra, oktobra, ko je Bitcoin tudi dosegel tistih skoraj 70,000 na spotu, potem imamo neko konsolidacijo navzdol, predvsej velik padec. Za mene pač, ko sem identificiral dno, je bilo nekje okoli 16,300, 16,500. Se pravi, takrat smo imeli nek reversal candle, zelo lep candle, zelo lep preboj navzgor ta negativnega trenda in potem smo imeli neko konsolidacijo, zdaj več kot 6-7 mesecev med 20-27 tisoč. Se pravi, ta obdobje konsolidacije, kot sem ga prej omenil, se vedno konča z nekim trendom navzgor, prebojem oziroma navzdol. Trenutno gledam jaz na kriptotrg kot na nek asset, ki je dejansko bil pozabljen, ali pa če ga pogledamo v primerjavi z drugimi asseti, ki so precej navzgor, se pravi, karkoli drugega pogledam, od delnic, od nepremičnin, od golda do vseh ostalih zadev, ne, smo nekje mi blizu top ali pa bom rekel v zadnjem letu precej naredili. Kripto je bil tle malo pozabljen, ja, zato ker je pač to res še vedno nek zelo tvegan finančni instrument. Drugo zato, ker se v ozadju dogajala res ena velika regulacija. Tretje pa zato, ker pač so ljudje videli donos neke druge, bolj varen, kakor pa tle. In tle se mi zdi, da dejansko začela se zdaj zadeva malo dogajati, malo bolj pozitivno, posebej zadnjih 14 dni. Se pravi, karkoli se je zgodilo, lahko rečem, da pač pozitivna zelo velika stvar je, naprimer, da je prišel Bitcoin ETF, se pravi na spot marketu. Mi smo prej imeli. Se ni prišel še, pogovarjajo se o tem. Potrjen je bil, tako. A je bil potrjen? Ja. Res? Bil je potrjen. A ni bil to fake news? Res? Ja, mislim, da sem ravno danes brala, da je bil fake news. Da še ni. Prav v glasu se je ta izseka in je rekel, da še ni bilo potrjeno. Tam pa pogledate, ko je po enem prispevku. Daj poglej. No, ampak to bi bil dejansko. Govori pa se, da bo v roku parih mesecev naj bi pač bilo potrjeno. No, to bi bil super, no, mogoče so že pač te vlagatelji na kripto, ki so precej bolj entuzijastični in napadejo vsako tako novico, naprimer, ne, podprejo z nakupi in z entuzijazmom in zato pač ta trg tako hitro reagira. Ne. To bi bil en tak, bom rekel, pozitiven preboj, ne, posebej zato, ker pač spota mi prej nismo imeli smo futurese in se trgovali dejansko s terminskimi pogodbami na Bitcoin. Ampak overall, no, jaz sem pač tak semi bullish na ta market, semi bullish zato, ker pač ponuja nek asset class, ki je trenutno zanimiv, ni nič naredil v bistvu praktično v letošnjem letu, razen teh premikov, ki smo jih videli danes od poletja daleč. Večinoma altcoinov je precej globoke minusu, Ethereum, Bitcoin naprimer več kot 50%, ali prejšnjo Bitcoin je 50%, Ethereum celo še malo več od all time high, se pravi, tle imamo mi nek, bomo rekel, lahko triggerno zgor iz čist tehničnega vidika. Če nek asset full dolg pada, ne, je pač večja verjetnost, da se odbije navzgor, ne. Druga zadeva je, da regulacija bo precej naredila. Ta trg, hočeš ali nočeš, bo postal vedno bolj reguliran, vedno težje bo priti v real economy, vedno težje bo iz real economy spraviti v kripto. Manj bo exchangeov, bolj bojo spremljene transakcije in to je zdaj neki kontra tistemu, kar so
zakaj je bil kripto na trg, pa kaj so tisti prvi entuzijasti začeli vlagati na kripto trg, ne? Ampak hočeš nočeš, to je pač realnost tega, kar se bo zgodilo. Zdaj, kaj to cenovno pomeni, bomo pač videli vsi skupaj, to je težko oceniti, ne? Ampak trenutno ja, neke pozitivni premiki se dogajajo, mogoče tudi zaradi tega cele eskalacije. No, zdaj, ko smo se sprašvali, ali so ali niso, ja, v bistvu so na Bloombergu poročali o tem, da so številni mediji v bistvu napačno poročali, da je Ameriška komisija za vrednostne papirje odobrila prvi sklad. Ampak ja, tudi ta Gensler, predsednik SEC-a, pravi, da se jim z odločitvami ne mudi. Vseeno pa je trg kar odreagiral. Ja, in je cena v bistvu dobesedno poletela v nebo. Mislim, v nebo, ni poletela, še v nebo, ne, mogoče pa še bo. Ej, kaj me zanima še? Zdaj si omenjal, zdaj kriptotrg je res velik trg, ne, mislim, dobro, predstavljate samo dve ključni valuti, nekako največji delež na tem trgu, Bitcoin pa Ether, ne. Kako pa je z ostalimi altcoini, ki si jih omenil, kaj še spremljaš? Jaz, zdaj če po pravici povem, jaz imam na svoji platformi na watchlisti ima sigurno več kot 1500, bom rekel, inštrumentov, ampak to pomeni, da vem za vsakega približno pri kakšni ceni je, pa bom rekel suporte, trendline, tehnične analize naredite za vse. Na kripto od tega je kripto, rečemo, da je njih vse prvih 200, naprimer, ne? Ali pa prvih 150. Medtem, da jih vsak dan pogledam prvih 50, naprimer, ne? Jaz mislim, da se ta trg čisti, ne? Se pravi, veliko je bilo enega brezveznih zadev, ki desni so na začetku že imeli osnove, čiste pump and dump scheme, ker je pač neregulirana zadeva bila tako visoko, da dejansko si lahko zmislil si karkoli, pa kar naredil neki coin, ne? Osebno mislim, da je vredno spremljati vse prvih 10, zato ker tistih, to so že taki coini, ko so že obstajali, že 5, 6, 7, 8 let, ne? Poleg Bitcoina pa Ethereuma, ne, so eni dobri, ki so pač na layer 1 ali pa kakšno funkcionalnost, ki imajo, naprimer v zadnjem obdobju, ne. In med prvimi 10, 15 je kar dosti takih, ki jih dejansko podjetja, industrija že uporablja, ne. In tisto, kar se bo uporabljalo, ne, tisto bo preživel, ne. 90% tega pač ne bo, ne, zato ker pač nima nobene vrednosti, tudi ne osnovne vrednosti, da bi to oceno lahko kakšen potencial ima, ne. Poleg tega, da se pač zadeve zdaj podvajajo, ne omenim na sistem, kot je Ethereum, naprimer ima zdaj verjetno že 6, 7, 8, 10 mogoče layer 1, se pravi platformo, na katero ti lahko gradiš na osnovi tako kot pač približno Ethereum. Jaz osebno mislim, da pač na dolgi rok to ne more preživeti. Podobna zadeva je pač na realnem gospodarstvu kot Google, Apple, platforme, naprimer, ne, zdaj, če pride ena, tretja, četrta, peta, ne, zelo težko bo dosegla delež, kot ga ima ta dva velikana, ne. Enako se bo dogajalo tle po moje, ne. Teda pač, ja, za velike ima smisel, ne, jih tudi realno gospodarstvo sprejema, ne, medtem ko pač te male se pač še vedno špekulativne naložbe, ki lahko da bojo uspele, lahko da ne bojo, ampak je tveganje previsoko. Kdaj pa misliš, da bi lahko Bitcoin se pa uspel recimo na 60? A to misliš, a imaš kakšno kalkulacijo narejeno, glede na to, da si rekel, da spremljaš pa da analiziraš? Kaj tvoje analize kažejo? Kje bo Bitcoin tako, v roku enega leta? Pa parih mesecev mogoče. Imam tle narejene načrte, ne, in trenutno smo res prebili na vzgor teh 30 psiholoških 30, ne, kot da če jih pretvorim na nafto, to pomeni psiholoških 100, ne. In če sem prej omenil, naprimer, da ima pač ponavadi vedno te psihološke linije imajo nek pozitivni učinek, ne, se pravi, ta pač resistance postaje support, ne, se pravi, da je 30 je zdaj neka meja novega supporta, ne, in nad tem se začne graditi neka nova cenovna krivulja. In nekako trenutno zgleda, da Bitcoin še ima neke potencijale, ne, bi se pa rekel malo izognil tem napovedovanjem, ne, zato ker pač vsi vemo, da enega bull marketa bo prišli verjetno v nekje v prihodnosti, ker se je zgodil že 2-krat, 3-krat, ne. Ampak vlagatelji so zdaj veliko bolj pametni, kot so bili na bullu 2017, pa 2021, pa še prej dejansko, ne, na 2009. Se pravi, težko boš zdaj enega pametnega ali pa smart money ali pa enega, ko je že res v kripto, zdaj že 10 let prepričal, da zdaj pa ne kupuje Bitcoin na 100, 150, ne, mislim. Težko ga boš prepričal, ne, tako da ta potencialno zgor je omejen, ne. Poleg tega pač tudi veliko novih vlagateljev prišli z
tradicionalnih finančnih sistemov, ne, in te fantje, jaz sem rečem, fantje iz Wall Streeta si znajo precej točno zračunati, koliko ena zadeva ima vrednost, pa kje ima potencial in oni spremljajo te denarne tokove v zadju, ne. In več finančnih inštrumentov, ko imamo mi dejansko na Bitcoin, pa več futuresov, ko imamo, pa več shortov, ko imamo, ne, se samo s tem povečuje volatilnost, pa neka predvidljivost v smislu, da ti znaš oceniti, kdaj pa iti dejansko se kontra trgov postavljati. Ne, se pravi, takrat, ko masa začne kofati, takrat pa se ti začneš kontra postavljati marketu, ne greš z maso trgovati. Ne. Teda vsi ti indikatorji bojo pač pokazali nekako, kje je meja Bitcoina, ne, ampak jaz osebno nisem na uni strani, ko bi rekel, zdaj pa to šlo na 200-300 tisoč daleč od tega. Ne. Možno je pa vse. Do milijona. Nič me ni več presenetilo na kriptomarketu, tako bom rekel. Ja, res je, ni presenečen. Sploh zdaj, če so te eskalacije, ki se dogajajo, vemo, v Ukrajini, v Rusiji se je zelo veliko zatekali, so se ljudje zatekali v kriptosvet, tako da mogoče se bo tudi tukaj pač kaj začel dogajati. A te lahko še nekaj vprašam? To smo dobili vprašanje na Discordu in sicer vezano na uran. A spremljaš ti recimo ene take kovine, a kaj je to? Vse je kovina, ne? A spremljaš? Ga imam tle noter pod close watch listo, to pomeni, da sem ga uvrstil pod potencialno zelo zanimive in tudi spremljam njih par podjetij iz tega. Nisem pa šel sam noter, ampak še vedno na watch listi. Jaz mislim, da je uran pač bil en asset, prvič zaradi zadev povezane z vojnami, ne, se pravi, tle pač sicer nažalost, ne, se je začela povečevati sama, bom rekel, proizvodna urana in samo koriščenje urana v različne namene, ne, in zato pač cena poskočila tudi podjetja iz te liste, naprimer, ki se ukvarjajo s tem, so dejansko imeli nek pozitivni učinek, ne. Zdaj, kako bo to na dolgi rok, težko rečem, ne, jaz upam, da se bo zadeva pomirila, ker pač za nobenega ni dobro, da cena urana raste. Ne. Na drugi strani pač tudi, kar se tiče z jedrskimi elektrarnami. Ne. Jaz mislim, da s tem zelenim prehodom so malo prehiteli zadevo, jedrske elektrarne vseeno imajo neko čisto energijo, se jih uporablja, so dokaj varne z vidika uporabe, to se je že dogajalo v neko zgodovini precej, zdaj zaradi dveh nesreč vse skupaj ugasnati, nek smisel vseeno more biti. Ne. Se pravi, tle se tudi špekulira na to, da pač bo jedrska energija še ostala, da se bo uporabljala, se pravi, ta gorivo bo, povpraševanje potem bo še obstajalo. Zato tudi te surovine raste. Se pravi, ta dva vidika imamo zdaj, če verjamemo v to zgodbo, obe dve, se pravi, na eni strani same eskalacije, ki pač upamo, da se bo v bližnji prihodnosti zelo hitro pomirila, na drugi strani pač samega povpraševanja zaradi pač jedrskega goriva, super, to ima svoj namen. Ta dva faktorja pač me treba imeti v vidiku, glede na to, da zasledujemo neko, bom rekel, donosnost na urano. A greva mogoče samo še na svet za male vlagatelje, kaj jim svetuješ v luči vsega aktualnega dogajanja, kam z denarjem, kako z denarjem? Bom opisal pač, koliko se jaz počutim pri tem. Ne. Jaz sem zdaj res na finančnih trgih, lahko rečem, da že skoraj 20 let prisoten, se pravi, jaz sem zelo hitro začel. Ne. In sem preživel že dejansko kar neki kriz, ne, če se prav spomnim, ne, ona te prva res še pred Lehman Brothersom, pa še v Balkane, pa vse to. Se pravi, veliko sem že videl, ne, zato sem pri vseh teh zadevah, ne, sem precej previden postal, ne, se pravi, tudi zdaj, ko sem dejansko malo bolj preudaren vlagatelj, jaz sem bil precej agresiven vlagatelj, bom rekel, v mlajših letih, ko sem začel, zdaj sem bolj preudaren vlagatelj, ne. V mlajših letih. V mlajših letih, ja. Jaz zdaj vidim, tudi ko smo prej govorili, kam se je selil smart money, ne. Če smart money kupuje te bonde, ne, pa če se seli, pa če prodaje finančne naložbe, bom rekel, delnice, pa gre v bolj, bom rekel, tudi sektorsko menja, se pravi, iz tehnologije v nekem, rekel, consumer staples, v energy, ne, se pravi, ta premik, zdaj, če se ti postavljaš proti njim, ne, pa če staviš na to, da se oni motijo. Se pravi, te premiki tipično kažejo na to, da vsi pričakujejo te večji, da se bo nekaj zgodilo. Jaz sem tukaj precej previden, ne. Na drugi strani tudi vsi ti safe haveni rastejo, ne. Se pravi, ja, ok, trendi so navzgor v varne naložbe iz, bom rekel, bolj tveganih naložb, ne. Se pravi, ta premik pač moraš nekako bi mogel zasledovati, bom tako rekel, ne. Se pravi, zdaj, če se ti postavljaš proti tem, se postavljaš proti marketu, ne. Kar bi bilo načeloma narobe, ne, ker vedno je tisti slogan, ne, follow the trend, ne. Se pravi, v tem primeru se jaz tudi pridružujem te strani, ne. Se pravi, trenutno v vseh teh eskalacijah bi bil jaz na varni strani. Nič ni narobe, če en večji delež shranja na strani za morebitne
velike premike navzdol, se pravi, tudi če trenutno izgubljamo na inflaciji precejšen delež svojega premoženja na finančnih, na denarnih pozicijah, mogoče ima to svoj smisel. Za malo večje dejansko so zakladne menice čisto super, da se malo offsetaš, se pravi padec glede na inflacijo, se pravi zakladne menice so zdaj čisto kratkoročne, imajo lep donos, so praktično kot money. Te zadeve, naprimer, da si malo na safe side, ne? Na drugi strani pa market še vedno, finančni trgi še vedno kažejo na to, da je malo robusten, ne? Ampak jaz bi tukaj bil previden, se pravi, potencialno zgor se mi zdi, da je malo omejeno. Ja, mogoče tudi ena od idej, glede na to, da zdaj, ko si omenil denar na banki, če tudi izgublja zaradi inflacije, konec koncev tudi brokerji sami ponujajo neke obresti na neinvestiran denar. Ne? Res je. In to je, te obresti so kar postale enormne. Na enih platformih, ki jih jaz spremljam, so na dolarje že skoraj 5%, ne? Kar je precejšna zadeva, ne? Na evre pa mislim, da okoli 3,5 naprimer že dosežeš, ne? Teda tudi to je en tak faktor, ki ga treba imeti v obziru. Ja. Super, Tila, najlepša hvala za odlično debato. Hvala tebi, Marja. Ja, dragi poslušalci, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.